Po nekajletnem premoru študentje fakultete za strojništvo ponovno sodelujejo pri projektu Formula Student. Kje so bile največje težave oziroma izzivi za uresničitev projekta? Kot vedno so bile težave z sredstvi, kajti naša fakulteta, naša univerza se žal ne more primerjati z drugimi univerzami, ki razpolagajo z bistveno večjim obsegom sredstev za takšne namene. Tako da v našem primeru smo bili vedno priča visoke stopnje motivacije in entuziazma, recimo vseh sodelujočih študentov in tudi mentorjev. Moram pa reči, da je zdaj letos se pokazalo, kolikšnega pomena je potem dobro usklajevanje posameznih področij in segmentov znanj, ki jih študenti iz različnih področij strojništva imajo. Za dobro koordinacijo, pa dobrim vodenjem in usklajevanjem vseh teh znanj je nastal dober izdelek, ki se bo, kako dober je pokazal seveda zdaj na tekmovanju v Hockenheimu. Jaz upam, da bodo dobre rezultate dosegali. To je pa nenazadnje tudi lepa priložnost neke vrste mednarodne evalvacije znanja, ki ga študenti pridobijo na naši univerzi, na naši fakulteti za strojništvo in pa na tujih univerzah in fakultetah. In tisto, kar je pa tudi zelo pomembno, recimo, pa je to dobro povezovanje z gospodarstvom. Večkrat se poudarja, da je premalo sodelovanja slovenskih fakultet in univerz z gospodarstvom in tole je lep primer, kako že mi na ta način omogočamo študentom v zgodnji fazi študija, sodelovanje z gospodarstvom, vzpostavljanje kontaktov in tako naprej. In nenazadnje to tudi njim predstavlja morebiti lepo priložnost za zaposlovanje. Koliko študentov je sodelovalo pri projektu Formula Student? Približno 30, večina je iz strojništva, nekaj kolegov je iz elektrotehnike, ki so nepogrešljivi, pa potem še malo PR-a in tega, ampak ja, gonilna sila je strojništvo. Kako zadovoljni ste z delom, ki ga je opravila vaša ekipa pri Formuli Student? Jaz lahko rečem samo to, da ekipa je znala udejanjiti svoje cilje. Tisto, kar so mene, bi rekel, tudi privlačili v tem svojim delom je to, da so že od začetka si postavili neki cilj. Prvič narediti avto in drugič zmagati. Je bila to danes vaša prva izkušnja s formulo? Prva pa res dobra izkušnja. Jaz sem pričakoval v bistvu bolj okoren dirkalnik z več težavami in jaz sem sicer opazil, da ima ta dirkalnik samo eno šibko točko v tem trenutku in to je voznik. Jaz sem naredil kar nekaj napak, seveda zato, ker pač nisem tudi veš tazga avtomobila, ker je dejansko to moja prva izkušnja. Gre pa sigurno vse pohvale fantom, ki so se res trudili in se še seveda trudijo in se bodo trudili do zadnjega trenutka, ko bodo odšli na tekmovanje. Yeah, it's a lot of adrenaline, no? It was really nice day. We spent 2 days here in Maribor. It was fantastic with the university students, and we can see that the car have a really potential. No, we are in a small track, just in the go-kart track, and we can feel just the first part of the potential of the car. No, so I hope and I wish all the best to this team for the race. Zdaj je pač v voznem stanju, da jo lahko normalno testiramo. Sigurno pa manjka še marsikateri del, tako da bomo ves čas jo hočemo narediti še lažjo in močnejšo. Motor gre recimo na testiranje čez en teden, to mi vzamemo dol iz avta, pa motor na testno mizo, pa samo avto potem še predelamo in tako naprej. Tako da zdaj do 2. avgusta je še kar dosti dela do prvega tekmovanja. Prvo tekmovanje bo bolj učno, ker to je za nas vse novo, to je naš prvi avto. Potem začetku septembra je drugo tekmovanje v Italiji. Tam pač računamo, da bo avto dosti boljš vozen. Mark Komo vas je danes za las premagal, mu boste vrnili na Rallyju Dakar? To sem mu že povedal, da zdaj mu dam jaz šanso, da v Sloveniji naredi dober vtis, ker ga še ne poznajo tako dobro, če se malo hecamo. Jaz seveda vztrajno delam na tem, da mu tudi vrnem kdaj z rezultatom na dirki, vendar treba vedeti, da Mark je le šampion in šampioni niso samo v enem športu. Kako dejansko poteka tekmovanje, ocenjevanje formul? Na tekmovanju se najprej ocenjuje dizajn oziroma konstruiranje, razmišljanje. Pri konstruiranju se pravi, tam moramo mi utemeljevati svoje odločitve, zakaj smo določene dele naredili, kot smo jih. Sodniki se tam prihajajo iz znanih podjetij, iz avtomobilske industrije, ki to delajo v bistvu prostovoljno in nas tam ocenjujejo. Hkrati je pa to tekmovanje pač neka zibka mladih talentov, inženirstva. No, potem se ocenjujejo še stroški, pa marketinški načrt, kako naj bi formulo prodajali.
Na koncu se pa gre na stezo in tam se potem dirka različne panoge, tako kot tu proga pa se vozi. To, kar se dogaja na stezi, ima največjo utež, prinese največ točk, pomembno je pa vse skupaj.